V nedeljo, 27. junija 1976, je bilo tedensko zasedanje izraelske vlade prekinjeno, ko je šef kabineta predsednika vlade, Eli Mizrahi, izročil predsedniku vlade Rabinu sporočilo z dramatično vsebino. Okoli 12:30 so prejeli prve novice o ugrabljanju. Predsednik vlade je obvestil kabinet. Dogajanje v teh trenutkih je Izrael pahnilo v nepredstavljivo krizo in privedlo do spektakularne operacije približno 3500 kilometrov stran. Izrael je hitro ugotovil, da je bil let Air France 139, ki je bil na poti iz Tel Aviva v Pariz, ugrabljen in zdaj leti proti letališču Bengazi v Libiji. Izraelske oblasti so razglasile visoko pripravljenost in skušale zbrati podrobnosti. V redkih posnetkih telefonskega pogovora Elija Mizrahija, vodje kabineta predsednika vlade Rabina, lahko slišite samega Rabina, kako prejema novice o ugrabitvi. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Icak, zdaj imamo poročilo agencije Reuters, da je ugrabitev izvedla Ljudska fronta za osvoboditev Palestine, ki jo vodi George Habash, prevzela odgovornost za ugrabitev. Poprašuje, kaj se dogaja v Bengaziju, vem. Iz Bengazija nimamo nobenih informacij. Takoj, ko bo kaj novega, ti sporočim. Pridi. In v drugem klicu so razpravljali o začetnih sporočilih svetu. V njihovem domu, v pisarne. V skladu s tem, kar smo sporočili vladi, vidimo pisarne Cuferja, ker francosko vlado vidimo kot tisto, ki nosi odgovornost za usodo vseh zadev. Minil bo še en teden, preden bodo izraelski komandosi stopili na ugandska tla. Toda trenutno je bil Izrael zaposlen z diplomacijo, dokler ta ni popolnoma spodletela. Na zapisnik načelnik generalštaba. Vprašanje je, ali je to z dovoljenjem Ugandcev. Odgovor ocenjuje, da Kenija pri tej zadevi ne bo sodelovala, razen če se s tem strinjajo Ugandci. Zunanji minister Džigal Jegalon: druge države nimajo talcev in si lahko privoščijo, da so pri tej zadevi odločne. Po 3 dneh napetosti končno prispejo zahteve ugrabiteljev v strogo zaupnem telegramu, poslanem iz Pariza 29. junija 1976 ob 6:30 zvečer. Prvič prejmejo seznam z imeni 53 varnostnih zapornikov, ki jih zahtevajo za takojšnjo izpustitev, in $5 milijonov, ki naj bodo takoj nakazani na njihov račun. Morda kot odkupnina, morda kot zaščita ali pa kot motivacija za izvedbo dodatnih napadov. In tukaj se začne izraelska dilema. V telegramu poslanem veleposlanikoma v Franciji in Washingtonu je bilo zapisano, da je Francija odgovorna za usodo talcev v Entebeju. Drug telegram je sporočal, da želita Bonn in Pariz oblikovati skupno stališče. 2 dni kasneje je bilo to celo zatrjevano. Vsaka pogajanja, ki bi jih vodili, bi veljala za vse potnike. Stališče Francije je ostalo nespremenjeno, razen da so Francozi v nasprotju s svojo obljubo uspeli doseči izpustitev preostalih potnikov letala. Vendar je v ujetništvu ostalo vsaj 105 Izraelcev ter francoska posadka, ki je ostala tam. Ugandski voditelj Idi Amin je bil tisti, ki je ugrabitelje vzel pod svoje okrilje. V tisočih dokumentih je bil ključna osebnost, pravi človek za pogajanja, oseba, ki so jo izraelski poveljniki posnemali ob vstopu na letališče. Diplomatska zadeva ali ne, ni pomembno, ker bo Idi Amin želel vzpostaviti stik z nami. Nočem se zavezati, da tega ne bomo storili. Veljal pa je tudi za velikega antisemita. To je napisal Goldie Meir le 4 leta pred dogodkom. Hitler je imel prav, ko je uničil 6 milijonov Judov. Nekdanji general izraelskih obrambnih sil Rehovan Zevi je prav tako zbral dokaze in dokumente o Idiju Aminu, da bi kabinetu pojasnil, da ni nikogar, s komer bi se lahko pogovarjali. Aminovi grehi je poimenoval zbirko dokumentov. Ni bil moj namen naročiti Ljudski fronti za osvoboditev Palestine, naj pripelje talce v Ugando. Vendar sem sprejel pristanek tam iz humanitarnih razlogov. Medtem so v Izraelu potekala težka razmišljanja, ali naj sodelujemo v pogajanjih s teroristi in ali naj izpustimo varnostne zapornike v zameno za talce. Dilema, ki jo bodo izraelski voditelji še desetletja nosili s seboj. Med 10 tisoči dokumentov o operaciji Entebbe, ki so prispeli sem v državni arhiv, lahko vidimo tudi najbolj omejene razprave, tik pred odločitvijo za izvedbo morda najdrznejšega načrta. 3500 km od Izraela za osvoboditev izraelskih talcev. Tako načelnik generalštaba razlaga podrobnosti načrta. Pridemo s 4 letali v časovnih razmakih, pravi načelnik generalštaba. Poveljnik eskadrilje, ki vodi, pride do jezera in zavije proti zahodu. Rabin ga ustavi in ga vpraša: ali si bil tam kdaj? Da zavije proti zahodu in pristane. To je glavna sila,
katere naloga je čim hitreje priti do talcev. Pokliče me Kuti Adam, namestnik načelnika generalštaba in opozori. Pripravi skupino vojakov, pripelji jih nujno na generalštab v Kirijo. Toda v tej fazi ni bilo ne obveščevalnih podatkov, ne spoznanj, ne načrta. Preprosto je to naložil nam. Vprašali smo, za kdaj mislijo, in rekel je: v 24 urah bomo leteli, če bo operacija. Vprašal sem, zakaj gre, rekel je: še ne vem. Imam globus v pisarni, včasih je bil globus, veš, in poiščiva Entebe v Ugandi. Naredili bomo, kar je treba, osvobodili jih bomo. Smo tudi enota za boj proti terorizmu. Med vajami in pripravo na boj smo prejeli povabilo samo poveljniki. Dan Šomron, Matan Vilnaj, jaz in Joni Netanjahu naj pridemo na sejo vlade, ki naj bi odločila o operaciji. Priznam, nikoli nisem bil na seji vlade. Toda rabin je rekel: želim, da vsi ministri, ki odločajo, zastavijo vsa vprašanja vojaškim poveljnikom, da vidijo, ali so prepričani, da je mogoče operacijo izvesti. In res je bilo tako. Ta operacija, ki bo zavedno simbol judovskega junaštva, je vstopila v panteon sodobnega bojevanja. Operacija, ki si zasluži, da se jo preučuje in da je vedno vir navdiha za boj in odličnost. Mi smo vojska, pazi, pasovi, ne smemo se zmesti, praznovati in izgubiti naše osnovne vrednote kot vojaki. Torej, kosilo smo dobili, v redu, stuširali smo se in se vrnili k Šošani. Povohajte v Nabi Musa. Uspeh vojaške operacije je prinesel čestitke z vsega sveta in tudi doma. Danes bom v imenu opozicije predsedniku vlade povedal: naša stališča so v tem svobodnem domu različna, zagotovo bomo še imeli med seboj temeljite, resne in morda celo ostre razprave, a danes iz vsega srca pravimo: predsednik vlade, vsa čast.